Gradnja nove telovadnice pri prvi gimnaziji v Celju poteka po načrtih. Pot na celjsko Kočo bo odslej še bolj varna. Kaj dosedla nova predsednica celjskega Rotary kluba? Slovenski košarkarji osvojili turnir Adecco v Celju. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Gradnja nove športne dvorane pri prvi gimnaziji v Celju teče po načrtih. Tako stavba v teh dneh že kaže obrise bodoče podobe. Rok za izgradnjo nove dvorane se bo sicer iztekel čez leto dni. Takole neposredno ob gimnazijski stavbi raste nova športna dvorana, ki so si jo želele generacije gimnazijcev. V šolskem letu 2017-2018, če bodo vsa dela zaključena v roku, pa bodo v njej že lahko izvajali ure športne vzgoje. Gradnja poteka super, bi si upal reči, pa to itak vidijo tudi ljudje, ki vsak dan mimo hodijo. Poteka po planu, tako kot je bilo predvideno. Vidi se že, da dobiva stavba tudi svojo obliko. Približno se vidi, kakšna bo lepa, očitno. Mi se pa seveda veselimo in upamo, da bo zadeva čim prej končana. Ta dela, ki so bila najbolj težka in tudi najbolj umazana, so seveda končana. Zdaj prihaja tista faza, ko se bo začelo bolj dobro, streha je še vedno seveda veliko delo, ampak ostalo je pa že bolj tisto fino delo znotraj objekta, montaža stavbnega pohištva, pa potem seveda razpeljava inštalacij in tako naprej. Gradbena in inštalaterska dela bodo tako potekala še skoraj celo šolsko leto. Pouk zaradi gradnje ne bo moten, nekoliko več bo le hrupa, ki pa so ga gimnazijci v zadnjem letu, ko gradbinci izvajajo dela, že vajeni. Pouk športne vzgoje bo do zaključka del potekal tako kot v minulih letih. Mi smo navajeni na skromno in požrtvovalno delo in se prilagajamo situaciji. Smo tu na našem športnem igrišču, smo na atletskem štadionu, smo v Top Fitu, smo v naših dveh malih telovadnicah, skratka življenje teče dalje in naslednje leto bo pa upajmo enkrat drugače. Po zaključku gradnje, ki bo stala 2,7 milijona evrov, bo treba novo športno dvorano tudi opremiti. Razpis za dobavitelja opreme je že v teku. Bo približno 400 do 500 tisoč evrov, vse skupaj stalo, tu so tribune za približno 900 ljudi. To je kar velika zadeva, pa seveda semafori, goli, koši, vse kar pač sodi v eno tako telovadnico, kot je tale. Sicer pa se na prvi gimnaziji v Celju že pripravljajo na novo šolsko leto. Tako so med počitnicami izvedli redna vzdrževalna dela in poskrbeli za nekaj novosti. Stavba je pač 100 let stara in vedno znova se pokažejo kakšne potrebe in tudi zahteve. Letos smo recimo razpeljali toplo vodo po WC-jih, tako da smo ukinili bojlerje, ki so, kot vemo vsi, veliki potrošniki električne energije. Pa razna druga dela seveda tudi potekajo, še taka recimo kozmetična, treba je obeliti prostore, treba je kaj popraviti, skratka živahno je vedno in pestro vsako poletje. Tudi v novem šolskem letu bodo imeli spoznavne dneve za dijake prvih letnikov. Poleg rednega pouka bodo izvedli še druge oblike izobraževanja, program aktivnosti, ki med drugim zajemajo ekskurzije, tabore in številne interesne dejavnosti, pa vse skozi prilagajajo potrebam sodobnega časa. Stanovalci 3 hiš v Pečovniku ter pohodniki na Celjsko Kočo bodo v prihodnosti bolj varni pred padajočim kamenjem. Omenjeno območje so delavci podjetja Kaskader iz Idrije zaščitili z okrog 200 metri lovilne mreže. Postavili so jo v gozdu nad 3 hišami v Pečovniku do Trobiševe bukve. Ograjo so zasidrali z jeklenicami in je ponekod celo troslojna, s čimer je dovolj močna, da zadrži kamenje in skale. Pred nekaj meseci je denimo prav ena izmed skal močno poškodovala avtomobil, ki je bil parkiran na tem območju. Naložba je vredna 30 tisoč evrov, iz občinske blagajne pa jo je pokrila mestna občina Celje. Že v nekaj dneh po postavitvi mreže se je za njo nabralo precej kamenja, kar samo priča o tem, da je bila naložba nujno potrebna. Rotary klub Celje v letošnjem rotarijskem letu praznuje 20 let delovanja. Ob izteku so danes člani predstavili novo predsednico Kajo Dosedla in napovedali nekatere aktivnosti, ki jih bodo pripravili v prihodnje.
Zdaj že nekdanji predsednik se je najprej ozrl v iztekajoče se rotarijsko leto. Je šlo v bistvu za nakup mobilnega ultrazvoka, ki smo ga predali v aprilu tega leta urgentnemu centru celjske bolnišnice. Ob tem so pa seveda naši stalni projekti tudi v povezavi z skrbjo za mlade. To je štipendiranje dijakov, predvsem tistih, ki študirajo v tujini in njihov študij zahteva večja materialna sredstva. Potem so tu razni socialni vidiki, gre za botrstva, gre za potem pomoč dvem socialno ogroženim učencem oziroma učencema v osnovni šoli, gre za pomoč brezdomcem tle v Celju. To so v bistvu naše standardne pomoči in seveda društvo Sonček. In to je dobra osnova za Gorenjakovo naslednico Kajo Dosedla. Ta bo ohranila obstoječe projekte. Pomoč brezdomcem gre najmanj 2x po 200 evrov, za pomoč za kosila se tudi na letni ravni porabi približno 300 evrov, pomoč otrokom na osnovni šoli 250 evrov, potem za udeležbo prizadetega otroka na sprostitveno-terapevtskem kempu v Ankaranu 800 evrov, tako da to bo tudi znašalo nekje skupaj za tem Global Grantom okrog 45 000 evrov bomo namenili tudi v tem prihajajočem letu. Ob 20-letnici pa se bodo lotili še enega obsežnejšega dela. Izvedli v sodelovanju z Rotary klub Biedenkopf, ki je naš pobraten klub. Oni so nam namreč že 2-krat zdaj v preteklosti pomagali. Pred nekaj leti so nam pomagali pri nakupu kombija za društvo Sonček, lansko leto so nam pomagali pri nakupu tega mobilnega ultrazvoka za urgentni center. Zato je letos prav, da tudi pa mi njim pomagamo, ker nameravajo kupiti vozilo za društvo, ki pomaga otrokom z rakavim obolenjem in njihovim staršem. Denar bodo zbirali na slavnostni akademiji, tradicionalnem plesu in s pomočjo sponzorjev. Slovenska članska košarkarska reprezentanca je v sklopu priprav za nastop v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo v Celju odigrala prvi pripravljalni tekmi. Izbranci selektorja Igorja Kokoškova so v dvorani Zlatorog premagali Portugalsko in Belgijo, prihodnji konec tedna pa jih čaka nastop na turnirju v avstrijski prestolnici. Reprezentanca na uvodnih tekmah ni imela težkega dela. Portugalska je bila slabša za 16, Belgija pa za 30 točk. Na prvi tekmi je bil najbolj razpoložen Klemen Prepelič, na drugi pa Zoran Dragič. 28 minut je skupno na parketu prebil NBA-jevec Goran Dragič. Od fantov z Celjskega sta Miha Lapornik in Žiga Dimec igrala samo na prvi tekmi in dosegla 7 oziroma 3 točke. Selektor je Šentjurčana Luko Lapornika, za katerim je odlična sezona in prestop v prvo špansko ligo, odpustil s priprav še pred prvimi tekmami. Veliko je še prostora za napredek. Z nekaterimi stvarmi smo lahko zadovoljni, z drugimi spet ne. Tako je na primer z igralno kondicijo. Treba nam više igre, treba nam bolja reakcija. Odbrana je danes bila bolja. Na drugi tekmi smo bili boljši v obrambi, saj smo v vseh četrtinah nasprotnike držali po 20 točkami. Prav tako smo uspeli popraviti skok, kar je bila težava na tekmi s Portugalci. Če hočemo igrati hitro, moramo igrati predvsem obrambo. Prihajajoči konec tedna bo reprezentanca sodelovala na turnirju na Dunaju, kjer bodo igrali proti Avstriji, Poljski in Islandiji. Niti ena vaja na treningu ne more simulirati tekme. S tem pridemo v tekmovalni ritem. Kaj pa o pripravah pravita oba kandidata z Celjskega? Da smo za prvo tekmo dobro igrali, videli se je, da je še veliko nihanj v igri, padec koncentracije, padec kondicije, ampak tako kot smo rekli, vsaka tekma boljša, kar se tiče priprav, pa treniramo dobro, začeli smo, pripravljamo se, dobro se ujamemo vsi in jaz bom naredil vse, da se bom potrudil, da bi mogoče celo bil med 12. Trdo delamo, dobro treniramo, tako da mislim, da to je dobro. Danes ni bilo minut so lepo včeraj, tako da bom naslednjič, ko 2 minute isko priložnost, pa da dam vse od sebe, tako vedno. Laščan bo klubsko kariero nadaljeval v prvi španski ligi pri Bilbao.
Imel sem pogodbo še z Olimpijo, ampak seveda v Olimpiji nismo vedeli, kaj se dogaja. Ne ve se, žalostno, ampak jaz moram vseeno biti hvaležen Olimpiji, ker brez Olimpije jaz ne bi mogel prestopiti v Bilbao in Bilbao je bil zainteresiran, neka dobra ekipa, poletna ekipa, igrali bomo Eurocup, Špansko ligo in jaz se že veselim, da začnem z njimi priprave. Kvalifikacije se bodo začele 31. avgusta, v njihovem okviru pa bo v 18 dneh odigranih 6 tekem. 7. septembra bo tako Celje gostilo srečanje z Ukrajino, v skupini E pa sta še Bolgarija in Kosovo. Vstopnice za odrasle bodo na voljo po 11 evrov, kar je za evro manj, kot so neravno mnogi obiskovalci odšteli za listič pretekli konec tedna. V ljubljanskih Stožicah bodo podobni užitki čez poldrugi teden na voljo za tretjino manj. Jutri bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, predvsem ob morju bodo tudi nevihte. Pihal bo severni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Pihala bo večinoma šibka burja. V petek bo sončno in spet nekoliko topleje. Prijeten preostanek večera vam želimo in ne zamudite naše oddaje znova jutri. Nasvidenje!